okviru praznovanj občinskega praznika občine Slovenska Bistrica so minuli četrtek v Viteški dvorani Bistriškega gradu predstavili knjižno delo Mirka Munde z naslovom Zgornja Polskava in njena okolica, ki je marca letos izšlo pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti so predstavili tudi knjižni prvenec avtorice Marije Markič z naslovom Moja, tvoja, naša zgodba, ki je prav tako izšel pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica v letu 2020. Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar. Prireditev so popestrili tudi z nastopom učenca glasbene šole Slovenska Bistrica. Mirko Munda je o svoji novi knjigi med drugim povedal. Če bi za rojstni datum Zgornje Polskave vzeli njeno prvo omembo v pisnem viru, bi bila sorazmerno mlad kraj, stara samo dobrih 620 let. A ni tako, arheologi namreč sklepajo, da so prvi ljudje na polskavskem svetu živeli že vsaj pred približno 4000 leti ali še celo prej. Ampak, če se naslanjamo samo na pisne vire, moramo reči, da dokumenti potrjujejo, da je zgornjepolskavski zemljiški gospod Richard Polskavski leta 1402 izročil sloveniškemu samostanu mlin na Zgornji Polskavi. Izpričano je tudi, da so že v 12. stoletju živeli na Zgornji in na Spodnji Polskavi plemiči, ki so se naslavljali kot Polskavski. Zgornja Polskava je rasla in zrasla ob cesti Ljubljana-Maribor in so jo med obstojem Habsburške monarhije imenovali Cesarska cesta. Bila je ena najpomembnejših v monarhiji in je že od 14. stoletja povezovala prestolnico Dunaj s Trstom, najpomembnejšim trgovskim pristaniščem Avstrijskega cesarstva. Prva redna potniška zveza med Dunajem in Trstom je bila vzpostavljena na začetku 18. stoletja. Cesarska cesta pa je bila izjemno pomembna prometna žila tudi za tovore. To so bili časi razcveta furmanstva, od katerih si je del odrezala tudi Zgornja Polskava. Z večanjem prometa na Cesarski cesti je rasla tudi Zgornja Polskava. Dr. Jože Koropec je v svoji študiji Polskavska zemljiška gospodstva naštel, kdo in kdaj se je v njej naselil, prav zaradi nje ali tudi zaradi te prometnice. Že v prvi polovici 18. stoletja so na Zgornji Polskavi živeli Cestar, Sodar, Pisar in Kolar, v drugi polovici 18. stoletja pa Poštni sel, Usnjar, Tkalec, Zidar, Počaš, Kramar, Krojač, Mizar in Peh. V prvi polovici 19. stoletja so na Zgornji Polskavi živeli tudi Ravnocednik, Sedlar in Novčar, pri porodih je pomagala babica. Ljudje, ki jih je privabila na Zgornjo Polskavo Cesarska cesta, so okoli leta 1780 zasedali več kot polovico vaških hiš. Zgornja Polskava je bila torej že v 18. stoletju pomembno naselje. Zgornjepolskavski zemljiški gospod je smel od leta 1742 pobirati cestni davek, nekaj desetletij pozneje pa je imelo Zgornjepolskavsko gospodstvo že deželsko sodišče in dobilo je status okrajnega gospodstva. Med osnovne naloge nove uprave je sodilo nabiranje vojakov in pobiranje davkov. Zgornjepolskavski naborni okraj je zajemal kraje Bukovec, Kalše, Ogrenšak, Spodnjo Polskavo, Zgornjo Polskavo, Črešnjevec in Pretrž. Na Zgornjepolskavskem gradu so leta 1780 začeli voditi za svoje podložnike zemljiško knjigo
upravljali pa so tudi hranilniške posle. Ob ljudskem štetju leta 1770 so v Habsburški monarhiji prvič oštevilčili hiše. Številko 1 je dobil grad in jo je nosil tudi še več let po drugi svetovni vojni. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica so minuli petek gostili zbor članic in članov območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Uvodoma je generalmajor Dobran Božič, vojaški svetovalec ministra za obrambo in predsednik Zveze slovenskih častnikov, predaval na temo razmere v Ukrajini in njihov vpliv na Slovenijo. Člani združenja so v nadaljevanju prisluhnili poročilo o delu območnega združenja Slovenska Bistrica v preteklem letu. Iz teh dokumentov je razvidno, da smo delovali transparentno, racionalno in skladno s finančnimi predpisi. Za donatorska sredstva, članarino in namenska sredstva občin pa seveda en velik hvala. Po lanskoletnem občem zboru, ko sem bil izvoljen za predsednika, sem predstavil izhodišča in prioritete našega dela na podlagi dogovora o načinu dela predsedstva območne organizacije Zveze častnikov Slovenije. Danes lahko ocenim, da smo poglobili sodelovanje s Slovensko vojsko, veteransko organizacijo, društvom Sever in Združenjem borcev za vrednote NOB. Da smo svojim delom uresničevali vlogo organizacije posebnega družbenega pomena, aktivno sodelovali z lokalno oblastjo, občinami Makole, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica ter delovali v našem družbenem okolju. Predsedstvo je v prepoznavnost Zveze slovenskih častnikov vložilo veliko prizadevanje. Seveda ob pomoči oziroma izvajanju del vseh komisij, ki jih imamo in vseh aktivnih udeležencev, za kar seveda vsem iskrena hvala za njihovo nesebično delo. V obdobju od aprila 2022 do konca leta smo bili aktivni na 6 dogodkih, to je 1,5 dogodka na teden. Na vseh dogodkih je sodelovalo nekaj manj kot 200 naših članic in članov, nekateri seveda na večjih dogodkih. Lep napredek smo dosegli tudi pridobivanje novih članov in danes naša organizacija šteje 152 članov. Vojaško strokovno dejavnost smo manifestirali skozi strelska urjenja in tekmovanja, vojaške ekskurzije in nenazadnje državnim prvenstvom srednjostrekotnim orožjem v dnevu suverenosti, na katerem so naši posamezniki in ekipa dosegli dobra mesta oziroma se odlično izkazali. Državno prvenstvo smo ob vseh pohvalah izvedli s pomočjo Šistosenskega logističnega polka, občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnice in Makole ter današnjih nagrajencev družb Riko in Impol. Ob tem nismo zanemarili spominskih in domoljubnih dejavnosti, po naših najboljših skupnih močeh smo se udeležili aktivnosti tako na lokalni, regionalni in državni ravni. Vsi dogodki so našteti v poročilu o programski dejavnosti. Tudi na športnem, kulturnem in rekreacijskem področju smo se udeležili največjega možnega števila prireditev, prav tako na državni, regionalni in lokalni ravni in tudi tu dosegli lepe uspehe. Zato in za še boljše dosežke vas vabim, da nam svoje želje sporočite oziroma zaupate, kaj vas zanima in kje bi sodelovali. Se bomo s tem našo dejavnost še razširili in seveda z dosežki, dobrimi rezultati še bolj promovirali naše delo in Zvezo slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Z izdajo biltena prve državne prvenstvo ob dnevu suverenosti smo dosegli lep medijski odziv. Še vedno pa nas šepa informiranje preko družbenih omrežij, za kar pa smo na predsedstvu sprejeli ustrezne zadolžitve za izboljšanje stanja. Kot oblika aktivnosti moram pohvaliti tudi naše praporščake, ki so nas častno predstavili na slovesnosti s praporom ali zastavo, počastili praznovanja, pa tudi žalovanja.
Seveda se da še marsikaj izboljšati, dopolniti, popraviti in se dodatno aktivirati, za kar bomo še več pozornosti namenili v letošnjem letu, seveda z vašo pomočjo. Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov ocenjuje, da je bilo delo v preteklem letu uspešno, saj smo realizirali tako rekoč vse zastavljene naloge. Poudariti moram entuziazem in angažiranost članov predsedstva in vseh vodij komisij, da smo navedeno lahko tudi udejanili. Ob zaključku naj izrazim željo po nadaljnjem dobrem delu, sodelovanju s Slovensko vojsko, občinami, skupnem delu z veteranskimi organizacijami, sosednjimi organizacijami Zveze častnikov Slovenije, sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami ter ne nazadnje z vsemi občani, tako kot v času mobilizacije in osamosvojitvene vojne leta 1991, v kateri smo bili nosilec aktivnosti od priprave bojnih dokumentov do realizacije. Na srečanju so podelili tudi priznanja Zveze slovenskih častnikov in spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države. Pisna priznanja so prejeli Martin Capl, Simona Čeh, Alojz Gostenčnik in Marinka Kramberger. Bronasto medaljo Zveze častnikov so podelili Juriju Višnarju, zlato medaljo Petru Torino, medtem ko je plaketo zveze prejel Drago Mahorko. Dobitniki častnega znaka Zveze slovenskih častnikov za sodelovanje pa so podpolkovnik Andrej Skodič ter podjetje Riko in Impol 2000. V Lovskem domu na Zgornji Bistrici je preteklo nedeljo potekal redni letni volilni zbor Lovske družine Slovenska Bistrica. Člani lovske družine so prisluhnili poročilu o delu v preteklem letu in sprejeli program dejavnosti za leto 2023. V Bori smo v lanskem letu vzgojili cirka 350 kepčkov, ki so zrasli v Brzane. Te smo potem na skupnih lovih odpuščali lovišče. Tudi občina Slovenska Bistrica nam je pomagala z vzgojo fazanov z finančnimi sredstvi. Ti lovi so bili prijetni, tudi zaradi vsakokratnega druženja, saj zaradi obilice dela v letu 2022 nismo uspeli organizirati lovskega piknika. Obljubljam, da bo v tem letu zato še posebej dobro organiziran. Družinsko-strelsko tekmo na Glinarskega loga smo organizirali v sosednji LD in to v LD Šmartno na Pohorju, za kar jim hvala. V jesenskem času smo kot lovska družina organizirali skupni lov naših članov na divje prašiče v lovišču Divača. Udeležilo se nas je lepo število lovcev, ampak žal nam boginja Diana ni bila naklonjena in nismo uspeli ničesar opleniti. Lov ni štala, tako povedano. Tudi v letošnjem letu planiramo skupni lov, za katerega se še dogovarjamo, kam in kaj bomo lovili. Ali pa brez tega bo mogoče tudi taki lovski izlet z svojimi ženami, ker žene so tudi naših del življenja. Seje upravnega odbora so bile vsak mesec, na kateri smo obravnavali tekočo problematiko in se izdelali smernice za naprej. Sklad kmetijskih zemljišč Slovenije zopet zahteval od nas 2 parceli. Na odločbi smo se potožili zaenkrat še uspešno, kar še nismo dobili ponovnega zahtevka za vrnitev parcel. Iskali smo pomoč na Lovski zvezi Slovenije, tam so obljubili, da bodo nekaj ukrenili glede vračanja zemlja skladu, vendar kot lahko sami preberete v lovcu, do sedaj niso bili uspešni ali pa mi ne vemo. Imeli smo srečanja pri Vhodnem križu, tudi razna tekmovanja, koliko jih je bilo, smo se kot družina udeležili in tako nameravamo tudi bodoče. Gostili smo tudi ekološko prireditev, zeleni predred za Brvarje, ter Kalimari Vrh. Uredili smo krmne njive, dobili še eno novo, kar bo tudi gospodar v svojem poročilu povedal. Vse delo upravnega boja, ostalega je bilo pravočasno in dobro upravljeno. Na koncu pozivam vse člane, da tudi v letošnjem, kako tudi v nadaljnjih letih, tako dobro sodelujemo in skupnimi močmi opravimo dela, ki so nujno potrebna v naši ljudski družini.
Na zboru so podelili tudi priznanja, družinske spominske plakete in potrdila o izobraževanjih. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli ponedeljek priredila literarni večer z Martinom Golobom in Lojzetom Grčmanom. Obiskovalci v polni dvorani DPD Svoboda v Slovenski Bistrici so z navdušenjem prisluhnili gostoma, s katerima se je pogovarjala Mojca Plaznik-Plavec. Martin Golob je katoliški duhovnik mlajše generacije, ki tudi po spletu preprosto in prisrčno nagovarja številne sledilce ter prinaša veselo oznanilo v živahen medijski svet. Njegova globoka razmišljanja je v knjigi Na spletni prižnici zapisal novinar portala Aleteja Lojze Grčman. V osmini pokala pivovarne Union so nogometaši Ketije in Pol Bistrice v Slovenski Bistrici z 1-0 premagali ekipo Brava in se tako vrstili med 8 najboljših ekip Slovenije v pokalu. Nogometaši Ketije in Pol Bistrice so na najlepši možni način preboleli uvodni prvenstveni poraz drugega dela prvenstva proti Primorju. V osmini pokala Slovenije so v športnem parku v Slovenski Bistrici z 1-0 premagali prvoligaško enajsterico Brava. V 57 minuti tekme je Jaša Martinčič po dovzeti žogi sam stekel proti vratarju Lubej Fingalo in mu žogo spravil za hrbet, na veliko veselje številnih gledalcev. Sredotočil sem se, da bom prišel do žoge, do gola pred nasprotnikom igralca in to je na koncu uspelo in smo zadovoljni. Zmagati proti prvoligaški ekipi je nekaj zelo dobrega, zdaj lahko gradimo na tem. Na najlepši možni način pa je svoj debi na trenerski klopi nogometašev Bistrice dočakal novi strateg Goran Stanković, ki je z ekipo do te zmage opravil samo 2 treninga. Če sem res vesel, da za to tekmo, da smo zmagali, da smo šli naprej, čeprav imamo mi tudi fokus na prvenstvo. Normalno, to je tudi predhodno delo, da so prišli, mi smo to tekmo pač zmagali in res čestitam fantom za prikazano srčnost, borbenost in tudi igro. Bili smo dost podrejenem položaju, ampak smo pač zasluženo šli naprej. Enajsterica Brava, ki je začela srečanje, ni bila tista udarna, vendar je v prvem delu zamudila kar nekaj priložnosti. V 6. minuti je Marjanac takole preizkušal Dabanovića. Kureš je kar nekajkrat poizkušal prelisičiti sodnika Jeriča, da bi pokazal na belo točko. V 29. minuti je Dabanović preprečil veselje Svetlinu. 4 minute kasneje pa je Marjanac takole poslal žogo čez gol. V prvem delu so veliko priložnost za gol imeli tudi domači. Najprej Martinčič in nato še iz iste akcije Kapun. Bistriška obramba je bila kar na veliki preizkušnji v celotnem poteku tekme. Pa ja, mogoče v prejšnji izjavi, ko sem rekel, da mi želimo in upamo po tihem zmago, so mogoče se eni posmehovali, mogoče niso vzeli resno, ampak evo, ekipni duh, volja in če je volja in borbenost in nogomet da in danes nam je nogomet dal. V drugem polčasu so v bistriško ekipo vstopili Ferčič, Kuliš in Janežič in takoj so domači postali bolj nevarni za gostujočo obrambo. Ta je, kot smo že omenili, klonila v 57. minuti. Na vodstvo takojšnja reakcija trenerja Arnola, ki je v igro poslal Kramariča, Flakosa Bosilja in Trdina. Prav Martin Kramarič je veliko poizkušal, vendar mu je veselje preprečil Dabanović. Gostje so v 73. minuti zadeli tudi vratnico. Ja, zagotovo, to je taka tekma, na kateri ne moreš nič izgubiti, lahko greš neusproščeno. Vsekakor reče nasprotnik dober, boljši, tako danes Bravo. Vse na papirju zgleda, da greš v tekmo še s toliko večjim zanosom in željo po zmagi. Lanskoletni finalisti pokala, nogometaši Brava, pa so športno priznali poraz in izpad iz zaključnega dela pokalnega tekmovanja pivovarna Union. Zdaj, tukaj je lahko 101 razlog, ampak jaz mislim, da smo na koncu sami krivi, ekipa je sama kriva. Tekma je šla tako, nismo ga dali, enega smo pa dobili. Tako da to je ono pravilo, ne daš, ga boš dobil. Imeli smo svoje priložnosti, pa to nismo jih izkoristili. Po naši napaki, naši nezbrani napaki, oni sami v gol in zabijo za 1-0 in mi ne pridemo do zadetka. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so v Bistrički športni dvorani v 18. krogu izgubile z novo KBM Branik 2 iz Maribora in to z rezultatom 1-3.
Druga ekipa Maribora, ki je tudi vodilna v drugoligaški konkurenci Usoda, je v Slovenski Bistrici morala odigrati 4 nize za nove prvenstvene točke. Zmage s 3-1 se je v vrstah ekipe iz štajerske prestolnice veselila še v lanski sezoni igralka Bistrice Eva Kneževič. Čeprav se je ekipa precej spremenila, je vseeno so to moje bivše soigralke in moram priznati, da ni ravno najboljši občutek, pa še one so igrale na domačem terenu, dobro igrajo, pač dvignile so svoj nivo igre in so dobre nasprotnice. Bistričanke so prvi dveh uvodnih nizi, ki sta se končala z 21-25 in 23-25, držale priključek vse do končnice, nato pa nize izgubile. V tretjem nizu so domačinke zaostajale že za 10 točk, 3-13 je bilo na semaforju, nato so se pobrale in se približale na 16-20 in to po zaslugi zaključkov na mreži Sagadinove. Sledilo je izenačenje 22-22 in nato dobljen niz 25-23 za znižanje v tekmi na 2-1. Ja, med igro smo zelo uživali, zato ker smo se borile do konca, tudi smo se vrnile, nam je dobro šlo na koncu in se vidi, da lahko tudi z dobro ekipo igramo na svojem parketu. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice pa so za svojo borbenostjo, všečno igro ter požrtvovalnostjo zadovoljile tudi pričakovanje trenerja Marka Pongračiča. Glede na to, da je Brnik prvi v ligi, da smo imeli mi kar nekaj težav, prejšnji teden so bile punce bolne, pomeni, da smo bili brez pol ekipe, 10 dni na treningu, ene so imeli en trening samo pred to tekmo, tako da jaz mislim, da gremo z lige na glavo z igrišča. Dobra, všečna tekma, dali smo vse od sebe, malo nam je zmanjkalo, ampak lahko rečem, sem zadovoljen. Najpomembnejše pa je, da bodo Bistričanke tudi v naslednji sezoni drugoligašice. Jaz mislim, da je neko 5. mesto realno, prva 3 mesta so nedosegljiva, zdaj če bomo zdravi, pa če bo vse ostalo v redu, se bomo tudi za 4. mesto še lahko borili, pa če ostanemo 5, pa tudi 6, da ostanemo v ligi, najsi cilj dosežen. Tako da lahko rečem punce, da smo prvo leto prišli v ligo, smo dali vse od sebe, dobro odigrali in smo lahko ponosni, da smo tukaj, ko smo.